Živjo, danes bomo skupaj z Zdravkom Lidlom trenirali koordinacija roka-oko. Preizkusili bomo, kako dobro sledimo z očmi in ujamemo pravi trenutek. Z nekaj žogami in baloni lahko doma naredimo odličen poligon, s katerimi preizkusimo koordinacija roka-oko. Začeli bomo z vodenjem žoge po črti. Ko otrok osvoji vodenje žoge, dodamo še ovire. Natančnost bomo urili s postavljanjem žog na lončke. Vajo lahko otrok poskusi tudi sede in žogo postavlja z nogami. Naslednji izziv je podajanje žoge. Začnemo lahko s klasičnim lovljenjem v roke in nadgradimo z lovljenjem v vedro. Tokrat potrebujemo košaro, v katero mora otrok pospraviti žoge. Nadgradimo jo lahko z odbijanjem balona. Za naslednjo igro potrebujemo lopar, na katerega položimo žogo. Otrokova naloga je, da žogo balansira. Tokrat bomo balon odbijali z različnimi predmeti. Začeli bomo kar z loparjem. Uporabite lahko predmete, ki jih imate doma. Žogo, blazino, palico ali roko. Vajo težimo z dodajanjem miselne naloge. Zdravko Lidl ima v rokah liste s črkami, barvami in številkami. Med odbijanjem poskusi na glas prebrati, kar piše na listku. Pri naslednji nalogi sodelujemo v paru. Balon moramo prenesti iz ene strani prostora na drugega, vmes pa si ga zamenjamo. Koordinacija roka-oko je pomembna za vse igre in športe. Z malo iznajdljivosti jo lahko treniramo kar doma. Preverite še ostale epizode in se razgibajte z nami. Adijo!